Slovenski pregovor pravi: kuj železo, dokler je vroče. Španci verjetno tega pregovora ne poznajo. Vseeno pa pri Cupri delajo točno to. Mlada, komaj 3 leta stara znamka je v vzponu. In da bi bil ta še odločnejši, so ponudili novo različico Formentorja. V omejeni seriji 7000 vozil bo pod motornim pokrovom 2,5-litrski turbobencinski 5-valjnik. Tehnični podatki povedo vse. Motor ponuja 286 kW ali 390 konj in 480 Nm navora. Skupaj z odličnim samodejnim menjalnikom in pogonom na vsa 4 kolesa je to dovolj, da Formentor VZ5 z mesta do 100 km/h pospeši v vsega 4,2 sekundah. Največja hitrost pa je seveda elektronsko omejenih 250 km/h. A pri Cupri s Formentorjem ne ponujajo zgolj hitrosti, temveč tudi nadpovprečno vodljivost. Slednjo zagotavlja delilnik navora, nameščen na zadnjem kolesu. Ta ob pomoči 2 neodvisnih sklopk omogoča deljenje navora ne samo med prednjo in zadnjo osjo, temveč za zagotavljanje boljše voznosti tudi med levim ali desnim zadnjim kolesom. Dodatno pa je za zabavo na zaprtih odsekih ali na dirkališču na voljo še funkcija Drift, kjer je vsa moč preusmerjena zgolj na eno zadnje kolo, s tem pa je jasno omogočeno enostavno drsenje zadka. Če vemo, da imajo močnejše različice Formentorjev dodano kratico VZ zato, ker je VZ okrajšava za špansko besedo veloz, ki v njihovem jeziku pomeni hiter oziroma hitrost, pa ostaja vprašanje, zakaj bo na voljo samo 7000 primerkov trenutno najmočnejšega Formentorja. Well, the principal idea is just to create really an exclusive car, a car for combustion car enthusiasts, and then with this limited number of units we can create this. Also, additionally, we have created, and next year will be available, a really even more exclusive car that should be a Formentor VZ5, exclusively in Taiga grey color with the interior in brown. That this version, this combination will be limited only up to 990 units. Cupro Formentor VZ5 je tudi v Sloveniji že mogoče naročiti. Glede na to, da gre za omejeno serijo, morda cena niti ne bo tako zelo visoka ovira.